Lahko noč, umiti zobki. Slovenska ljudska, lonec zelja. To je bilo v tistih časih, ko sta še sveti Pelegrin in Severin hodila po Kranjskem. Prišla sta v Črni graben, noč ju je ujela, pa nista mogla več naprej. Zato sta stopila v gostilno in prosila, če lahko ostaneta čez noč. Gostilničarka je bila skopa in pohlepna ženska. Ko je videla, da sta popotnika in revna, je rekla le: Za berače nimam nič, nobene strehe. Pri nas smo dobra hiša, ne za take, kot ste vi. Še usesti se nista smela. Šla sta naprej in prišla do majhne lesene bajte. Tudi tu sta prosila: Noč je, nikamor več ne moreva. Ali naj jo sprejmete v hišo? Ja, sprejmem že, Je rekla ženica, ki je živela tam notri. ogrela se bosta, drugače pa, saj sama vidita. Postelje nimam za vaju, na tleh bom postlala. Malo slame bom nanesla, pa bom postlala čez. Tudi hrane imam bolj malo, mleko vama dam in kruh. In res, prespali so noč, zgodaj zjutraj ženska vstane, ona dva tudi, že stopita do vrat, ko jo pogledata in pravita: Kaj naj dava za plačilo? Denarja nimava. Je rekla. Saj vem, tudi sama sem revna. Prosita le, da bi lahko še naprej delala in da bo moje delo blagoslovljeno. To pa že, sta rekla in sta šla. Potem je ženica pogledala po hiši. Seveda, tista slama na tleh ji je bila v napoto, nikamor se ni mogla premakniti. Sklonila se je, da najprej zloži rjuho, ki je ležala čez njo. Prime, zlaga, a platnu ne pride do konca. Ves dan je zlagala, tako da ga je imela že povsod polno. Kar sijala je od sreče, kajti v tistih časih je bilo platno veliko bogastvo. Bogata soseda je prišla na prag in je gledala. Kaj je zdaj to? Že ves dan zlaga rjuhe. Od kod ima toliko rjuh? In ni zdržala. Šla je do ženice in rekla: Gledam, so to res same rjuhe? Od kod imaš toliko rjuh? Toliko dobrega platna? Čez noč sem imela tu v hiši 2 siromaka, pa sem jima zjutraj rekla, naj blagoslovita moje delo. Mogoče je to. Ne vem, kar zlagam, še jesti ne utegnem. Zdaj je bilo bogati gostilničarki žal. Zakaj nista raje ostala pri meni? Si je mislila. Potem bi jima tudi jaz lepo postregla. Pa sej se bosta mogoče vrnila. Da bi prišla nazaj. Pelegrin in Severin pa sta vedela, kako zavistna in pohlepna je. Res sta se vrnila. Zdaj jo je prijazno sprejela, prinesla je večerjo in poslala, da sta spala kot gospoda. Zjutraj pa je rekla: Vesta kaj, pa še meni blagoslovita delo, tako kot sta ga zadnjič njej. Naj bo, sta rekla. Ampak gostilničarka ni šla takoj zlagati rjuh. Jaz ne bom tako neumna, da bi bila ves dan lačna, si je rekla. Najprej skuham lonec zelja in pojem. Šla je kuhat zelje. A kaj se je zgodilo? Zelje je naraščalo, kar iz lonca je kipelo, vrelo je in teklo po vsej hiši. Vse umazano, vse v zelju. Pa kaj je zdaj to? Je norela. Kdaj bom pa rjuhe zlagala? Od zelja pa ni mogla. Do večera je bila v njem. Nove rjuhe pa ni zložila niti ene. Lahko noč, umiti zobki.